Torej, zdaj bi povabil k besedi magistra Pavla Jurija Emeršiča, da kot profesor zgodovine na srednji šoli v Želimljah pove nekaj iz njegovih izkušenj, kar se tiče Soške fronte in predvsem pa pouka, kako lahko Soška fronta in pouk zgodovine se združita. Hvala. Samo da je še par besed o magistru Emeršiču povem. Poslankega od sodelujočih smo prosili, da pravi nekaj besed o sebi in o svojem delu. No in kot že rečeno, je magister Emeršič učitelj zgodovine na gimnaziji Želimlje, na kateri je tudi leta 1997 maturiral in potem na Univerzi v Ljubljani študiral dvopredmetno zgodovino in teologijo na teološki fakulteti. Med študijem se en semester dodatno izobraževal v tujini na Katoliškem socialnem inštitutu v Bad Honefu v Nemčiji na temo evropskih integracij. In potem po končanem študiju se je zaposlil kot profesor zgodovine na gimnaziji Želimlje, vpisal v delu magistrski študij na teološki fakulteti in leta 2008 zagovarjal magistrsko nalogo. V njej se je ukvarjal s slovenskimi izseljenskimi duhovniki v primežu represivnih posegov ljudske oblasti s poudarkom na ozemlju Zvezne republike Nemčije in zato nalogo je leta 2010 dobil tudi nagrado Ministrstva za Slovence po svetu in Tomaževo nagrado Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Magister Emeršič je tudi družbeno angažiran, piše članke, komentira, sodeluje na okroglih mizah, predavanjih in v letošnjem letu je še posebej pomembno njegovo delo, njegov predgovor k izdaji knjige francoskega zgodovinarja Besansona z naslovom Zlo stoletja. Magister Emeršič, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Jaz bom podal malo, bi rekel, čist z prakse, par takih vtisov. Tudi dijake sem danes poprosil, da malo komentirajo mojo predstavitev, pa so malo kako stvar skritizirali, bom tudi povedal kaj. Ta referat je torej nastal kot povzetek pogovorov s kolegi, ki organizirajo ekskurzije v Posočje, mojih lastnih izletov na frontu za dijake, enoletnega bivanja ob fronti in številnih obiskih kavern in jarkov ter pregledu literature. Na podlagi tega sem potem oblikoval to razmišljanje in podal nekaj nasvetov za boljšo, lažjo organizacijo poti na fronto. Zdaj, če bom kako stvar povedal, ki vam je povsem jasna, pač potem lahko malo podremate. Večina učiteljev na srednjih šolah, s katerimi sem debatiral, organizira vse strokovne ekskurzije po Sloveniji sama. Če organiziramo tako ekskurzijo, ki je predvidena v lepem delovnem načrtu, tudi ne potrebujemo posebne licence za organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev, če je v primeru, da gre za neprofitno ekskurzijo. Ekskurzije, organizirane na Primorsko, so tako kot vse ostale ponavadi medpredmetno obravnavane in poleg kakšne znamenitosti Soške fronte si dijaki pogledajo še kako naravno, etnološko, znamenitost, kak muzej. A tudi, če je ekskurzija povsem zgodovinska, si Soška fronta deli dan s Tolminskim puntom, Napoleonom ali kakim drugim zgodovinskim obdobjem. Posledica tega je, da je čas namenjen Soški fronti ponavadi zelo omejen. Ekskurzija na frontu naj bi bila organizirana takrat, ko v šoli obravnavamo Prvo svetovno vojno na Slovenskem, kar glede na prenovljen učni načrt pade približno na sredo 4. letnika. Zdaj, takrat je pač zima, neprimeren čas za obisk fronte. Upoštev torej pride od marca naprej, ko pa so maturanti zaradi bližine mature, zaradi maturantskega plesa in številnih spomladanskih motečih dejavnikov precej zasedeni. Zato številni kolegi potem organizirajo pot na Soško fronto, ta terenski del samo za kakšne entuziaste, za kakšne kroškarje ali kaj podobnega, kar je tudi logistično lažje izvedljivo. Pogost izgovor za opustitev obiska je tudi, češ, saj imajo v osnovni šoli, grejo na
Kobariški muzej. Tako da, če potegnemo črto, ugotovimo, da je najpomembnejšemu ohranjenemu bojišču na Slovenskem bojišču, nekdo bi se rad prebil noc, bojišču, ki ga vojaški strokovnjaki omenjajo kot enega najbolj ekstremnih in zanimivih v svetovni zgodovini, ki ga imamo na dosegu roke, posvečamo veliko premalo pozornosti in časa. Na drugi strani, recimo Tirolci, ki zelo radi obiščejo tudi naš odsek fronte, svojega zelo popularizirajo in mladim približajo v njihovem jeziku, na njim domač način. Pa sem rekel, če bo to slučajno funkcioniralo. To je film lani, mislim, da lansko leto, posnet, oziroma je samo zato očitno to ne dejma. Aha, zato ne. Mogoče samo neki vizualnih vtisov, za zelo dobro igralsko zasedbo, zelo, bi rekel, velikim finančnim vložkom. Tako, no to je malo za, bi rekel, za vtis, kaj počnejo sosedje. Zdaj, na Slovenskem, kjer si tudi sicer ne bi mogli najbrž za čist finančnih razlogov privoščiti podobnega projekta, se zdi, da tudi za manjše ni nekega prevelikega interesa strani oblasti, ki z različnimi odredbami kvečemu ovirajo napredek raziskav Soške fronte. Vzrokov za to ignoranco ne bom podrobneje razčlenjeval, ker bomo hitro v političnih vprašanj sem, da gre tudi za povsem ideološke razloge, ki so fronto namerno prepustili pozabi. Razmere se torej popravljajo izključno po zaslugi entuzijastov, tudi zgodovinarjev in še bolj številnih nezgodovinarjev in pa vas, ki urejate Soško fronto, zbiralcev, pohodnikov, ki nam vsi širite obzorje. Tudi v učne programe vstopa zavest o pomenu te fronte čist prepočasi. Učbenik za 4. letnik v gimnaziji posveti Soški fronti eno stran od 300 strani dolgem učbeniku. Zgodovina v šoli prinaša samo drobce, časopis torej, prinaša samo drobce, samo en članek se recimo da še štiri vključevanje osebne zgodovine v pouk, sem zasledil. Ekskurzija za učitelje v okviru Zavoda za šolstvo, Zavoda za šolstvo pa je bila, hvala Bogu, pred enim letom vendarle izvedena, tako da se je učiteljem tudi takrat tudi malce pod miru se je tudi takrat predstavljeno. Skratka, ne glede na nekatere pozitivne premike, je Soška fronta, ki odpira za učitelje zelo velike didaktične izzive, še vedno prepuščena samo iniciativi posameznih učiteljev, dobri volji prostovoljcev, ki urejajo fronto, da bi bila bolj prijazna obiskovalcem. A ker smo realisti, moramo izhajati iz tega, kaj pač imamo, v takih teh razmerah, v katerih smo, probamo današnji prispevki, upam, da bodo izziv, da se odpravimo na fronto. Ekskurzija na fronto
lahko dijakom približa učno snov, ki jo predtem predelamo v šoli in jih utrdi v zavesti o nesmiselnosti vojne. Za uspeh ekskurzije je, poleg vremena, ključna predpriprava in sama izvedba ekskurzije programa. Pri pripravi, ki naj poteka v razredu, pojasnimo dijakom okoliščine odprtja fronte, ob karti njen potek, ofenzive, orožje, trpljenje lokalnega prebivalstva. Zaželjeno je tudi, da dijake vključimo s kakimi referati, čeprav to so mi dijaki rekli, da so referati brez veze. So rekli, da to sploh, če je na silo narejen referat, da nima učinka, da itak samo prepišejo iz interneta, kar je res. Kar pomeni, da edini, recimo, jaz potem uporabim kakšne entuziaste, to pa jih je par takih dijakov, recimo, ki obvladajo, recimo, kako orožje, veliko boljše kot jaz. Ja, tudi eno dekle smo imeli zadnjič na fronti, ki je celo prinesla naboje s sabo in pokazala tiste naboje in je razložila tehniko bojevanja in ta orožja iz srca, ja. Zanimivo, ne? Ob obisku Svete Gore, na primer, sem enkrat v samostalno, drugič pa da sem se v gostilni dogovoril za najem prostora, kjer smo popili čaj, smo potem prisluhnili referatom, pričevanjem in podobno. Zdaj tisti manj vizualno, mogoče bolj auditivno usmerjeni dijaki so od tega dela pa nekaj vendarle odnesli. Nekateri prispevki tudi so ponovadi res potem lahko prave mistrovine. Ekskurzijo smo ponavadi nadaljevali z ogledom fronte, sprehod po kavernah, jarkih, bodisi originalnih, bodisi rekonstruiranih, to smo vodice. Če imamo v okviru ekskurzije namen obiskati Kobariški muzej, lahko vzajemo s seboj tudi njihovega vodiča, ki dodatno obogati ekskurzijo ali pa preprosto kontaktiramo Pot miru, ki nudi vodniško službo po muzejih na prostem. Sploh, če profesor zgodovine fronte ne pozna, je sploh priporočljivo, da stopi z vami v kontakt samo zaradi logistike. Dijakom priskrbimo zemljevide fronte, da se orientirajo na sami lokaciji. Tam tudi preberemo kakšne spomine, ki so vezani na tisti kraj, na Mrzlem vrhu, na primer Romlov opis priprav na preboj v knjigi Pehota v napadu, pa kako literarno delo, ki nam, bi rekel, približa kak Doberdob Vorančev, ki mislim, da ga itak zdaj berejo maturanti, ne vem zakaj že, ker ga v knjižnici naši ni bilo mogoče dobiti, ker je vse zunaj. Dijaki se tako čim bolj uživijo, ti so se zelo v bivanje na fronti, v življenje na fronti. Ko sem dijake vprašal, česa bi si tam želeli, so rekli, da bi si želeli biti tudi malce sami na teh lokacijah, da preberejo kak tekst, kak delovni list, pregledajo sami, kako stvar najdejo, ne da skozi frontalno poslušajo predavanja. Mogoče kakšne dnevniške zapiske, ali pa da jim pokažemo kako knjigo, mogoče kak tisk z tistega časa, da dobijo mogoče, da dobijo ti dijaki, ki so mogoče ničkeno bolj kinestično, radi stvari primejo, da pogledajo, recimo tu imamo tak lep primer, bom dal krog, Der Soldatenfreund, ki so ga dobili za vojakom namenjen, in omenja tu obisk cesarja Karla, ki je ravno včeraj tudi podoval v nemških deželah, je tudi noter poster na prvi strani in tudi obisk Soške fronte je opisan, ki se on se pošel vsem. Zdaj, da nas Prva svetovna vojna ne zaznamuje več tako čustveno, mogoče kot druga, kaže tudi to, ali pa da je mogoče mičkeno pri dijakih tudi pomanjkanje občutka za grozote vojne. Mi je tudi en dijak predlagal, da bi se najlažje živeli tako, da bi organizirali paintball na Soški fronti, da bi bili eni Italijani, eni pa ne. Tako da tudi vidim, to mogoče nimajo ravno občutka vsi, kaj pač vojna dejansko prinaša. Lahko pa jim damo recimo kakšne medvojne fotografije lokacij, bodi si na fronti, bodi si drugje,
pa da poiščejo, to se vidi to zelo radi, da poiščejo točen kraj, odkud je bila fotografija posneta. Ne. Recimo tu imamo lep primer, poslednje Hemingwaya sem vzel, kjer imamo kanal, ne, v 3 predvojno, medvojno in po vojni, čeprav je še ena bolj zanimiva naša vedno sliko, samo je potem nisem dal, ko je pa še viseč most, ne, bil tako neposredno po vojni, in tam, ko skačejo, ne, z tiste točke, kjer se skače, z kanala so potem dijaki tudi šli gor, pa tako nekako bolj z občutkom, ne, si tam, če veš, gled tukaj, na tem kraju se je to, vidim, kaj se dogaja takrat, ne. Ogledu bojišča potem lahko sledi tudi ogled kakega muzeja, privatne zbirke. Zdaj jaz sem primer tega gospoda Šuligoj, hvala lepa, to sem pozabil. Smo bili pred več leti, smo bili. Zoran Šuligoj, tako točno. Na železniški postaji. Ja. Na železniški postaji. Če več let nazaj je preboja v Rusti. Aha. To so bili v eni hiši pred... V Kovarinu. Ne, v kanalu. Na železniški postaji. Aha, zdaj imam. Dobro, in na ogledu torej sledi ogled kakve privatne zbirke, potem pa se nazadnje ustavimo še na kakvem pokopališču, kakvi kapeli, kostnici, vrste red je seveda čisto od logistike odvisno, a tudi v tem oziru je pametno imeti kontakt z omenjeno fundacijo. Pot Miru, ki nam olajša samo izvedbe ekskurzije, da se če ne naredimo na kakva, se mi tudi zgodilo na kakvo zaklenjena vrata. Na teh krajih dijakom predpišemo tišino, oziroma svetujemo tišino, preberemo kakšno razmišljanje, vojakovo poslovilno pismo, dijake spodbudimo k razmisleku. Zaradi varnostnih razlogov pa sem se pri pripravi ekskurzije izogibal višinskim bojiščem, ki terjajo boljšo fizično pripravljenost, planinsko opremo, tako smo Batovnico recimo načrtovali z manjšo, dobro pripravljeno skupino populacijo, ko sem tudi vedel, da so pripravljeni. Najenostavnejše in vsebinsko najbolj primerno je bilo organizirati ekskurziji na Tolminsko in Goriško mostišče. Obe sta bili polni programa, veliko se moral izpuščati. 2 ekskurziji na Soško fronto sta minimum. To bi po mojem to bi pod mus moralo biti. No. Predlagal bi pa res najprej obisk spodnjega goriškega dela. Ekskurzijo je priporočilo izvesti v koncu 3. letnika, saj lahko recimo še vključimo kakve druge učne vsebine, Borboni v Kostanjevici, Žide v Gorici, nacionalni konflikt, religizem, recimo to nas je gospod Poberšič prelavil, bilo krasno, ne, recimo Gorica, odlično vodstvo. Ekskurzijo je mogoče povezati tudi z obiskom Trsta in čezmejnih pomnikov v Redipulji, zdaj ta kreg okrog imena, ne. Mnogi kolegi zaradi časovne stiske v 4. letniku prvo vojno obdelajo že v 3. Zato obisk Goriškega mostišča povsem ustreza. Za 4. letnik pa si potem prihranijo Tolminsko mostišče in izvedejo potem jesenski preboj. Še bolje bi bilo seveda izvesti večdnevno ekskurzijo, kdo se poravnati ne strinja. Pri organizaciji prehrane nisem imel posebnih težav, ker je gostinska ponudba tam bila zelo dobra. Če želimo ekskurzijo izvesti v zelo poglobljeno, brez nepotrebne izgube časa, lahko pri izbiri gostilnice pazimo, da je urejena tematsko, kot tukaj na Sabotinu. Zbirka orožja na stenah, fotografije s fronte in podobno. S pomočjo domačina gospoda Podbešiča smo ob zadnjem obisku Goriškega mostišča jedli na Sabotinu, kjer so nam ob domači klobasi in zelju ljubitelji Soške fronte oblečeni v italijanske in avstro-ogrske vojake predstavili svoje orožje, pa še srečo smo imeli so ravno en film posneli, in so potem še za nas pokazali tako, so zaigrali še en prizor, je bilo res povedno. Pa še v isti gostilni, še potem ogled zbirke. Zdaj ali pa hrana na sami fronti je pa sploh krasno, če tudi s tako ekipo smo bili, ki je bila ničkeno bolj gverilsko razpoložena, jedni. Pri organizaciji avtobusnega prevoza je bilo nekaj težav, potrebno se je zavedati, da večina šoferjev poti ne pozna, sploh če zaviješ z teh tipičnih lokacij in tudi smo dolžni sami spremljevalci oziroma učiti pot poznati.
na eni od ekskurzij po Sloveniji, ki je vključevala veliko strmejšo pot, se mi je šofer že uprl in šel domov, da nismo niti na cilj prišli, da gre naprej. Drug recimo z istim ni imel problema, zato je priporočljivo, da res poznamo in prevoznika, in pot, ali pa da pač imamo vodiča. Če na ozki gozdni poti ugotovimo, da smo zašli, je vračanje avtobusa lahko zelo zanimiv projekt, to je tukaj Javorca. Tudi šoferja je potrebno jasno opozoriti, za kakšno vrsto potovanja gre. Saj sem doživel tudi to, da je šofer od učencev zahteval, da ob vrnitvi s fronte sezujejo čevlje, ker je ravno počistil avtobus. To ni naša fotografija. Po končani ekskurziji je dobro na starih fotografijah narediti tudi refleksijo poti, pa določiti dijaka, ki zapiše poročilo za šolsko publikacijo in nastanejo res krasne stvari. Recimo, tu smo bili publikaciji iz preteklih let, kjer so dijaki naredili potem krasne spomine na fronto, pa tukaj pred leti. Iz te skupine imamo celo 2 zgodovinarja že. Tako, to je z moje strani vse, to je mogoče ta čisto, bi rekel, pedagoški vtis. Se vam zahvaljujem za pozornost. Mislim, smo ravno kar spremljali primer dobre prakse, ne? Res je, ja. Magister Imeršič je tako zelo slikovito ponazoril težave, s katerimi se srečujemo učitelji, ko organiziramo neko ekskursijo od tako profanih, da bo šofer avtobusa v redu, da nas bo peljal na tisto točko, kamor si želimo, do tistih malo bolj znanstvenih, pa kaj sploh zajeti v samo ekskurzijo. Tako da res hvala za te razmisleke, o katerih bomo potem še kakšno rekli.